Severozahodno od Venla, mesta 100 tisoč prebivalci tik ob nemško-nizozemski meji, so letos v začetku aprila odprli eno od največjih svetovnih vrtnarskih razstav na prostem. 6. Floriado so tokrat prestavili iz urbanega okolja v središče kmetijskih površin. Pokrajina Limburg je namreč znana po zelenjavnih in cvetličnih poljih. Načrt za Floriado v Venlu so naredili pred 5 leti. Park tokratne razstave se razprostira na 65 hektarjih. 25 hektarjev je nekoč pokrival gozd, drugo so bile kmetijske površine. Floriada je razdeljena na več tematskih sklopov. V njenem osrčju je 15 tematskih vrtov, idej za ureditev nasadov ob hiši ali poslovni stavbi. Drage gledalke, spoštovani gledalci, tokrat vam Sebastianom pošiljava pozdrav z Nizozemske, z Floriade. Vsakih 10 let je organiziral ta velik vrtnarski evropski dogodek. Zakaj gre? Kaj se predstavlja na tej Floriadi? Torej, na Floriadi lahko vidimo nove trende vrtov. V tem primeru je letos predstavljenih 15 vrtov. Sodelovali so tako Nizozemci, Belgijci, Luksemburžani, Nemci, Estonci, Japonci, torej ustvarjalci vrtov iz teh dežel. Nekako tematika letos je, kako vrt tudi postaviti v nek poslovni objekt oziroma da služi tudi prostemu času v službi, kajti vemo, da smo čedalje več časa v službi in da nekako tudi prosti čas preživimo oziroma malico pojemo na takem vrtu. Sva na prvem vrtu, kar nekaj detajlov lahko predstaviva, če začneva kar z mizo. Tako, v tem primeru vidimo tako na pol obdelan velik hlod hrasta, pa še ena zanimivost, ki jo narava kar sama nekako ponudi. Tam vidimo, da je sredi mize vdolbina, kjer se nabira voda in v tem primeru lahko ta del mize služi tudi kot vaza. Lahko postavimo cvet lokvanja ali kakšne druge cvetove in ne potrebujemo niti vaze. Če pogledava tudi za živali, za žuželke poskrbljeno, tukaj je hotel za žuželke na tem drevesu zraven, za nama pa nek brlog. Ta brlog za nama iz mahu služi tako za zavetje rastlinam, živalim, lahko postavimo pred točo ali na urjem kakšno občutljivo lončnico, seveda pa lahko služi tudi, kot sem rekel, živalim. Če imamo doma hišnega ljubljenčka, ki ni rad sam. Da ima zavetje. In pa seveda ta vhod je zelo impozanten, dejansko enostaven, zgrajen, spleten je iz vrbovih kolov. 4 vrbe vidiva, da so tudi vsajene. Vrba je zelo upogljiva rastlina in zelo hitro, rada raste, zelo dobro prenaša rez in pa seveda tudi upogibanje, saj jo poznamo. O vrbi sva namreč v preteklih oddajah že kar dosti povedala. Prvi vrt so poimenovali The Be Happy Garden. Na njem naj bi srečo našli v drobnih stvarih, tako kot v trenutkih življenja. Medtem ko je prvi del vrta bolj domač, v drugem prevladujejo drzna oranžno-črna barvna kombinacija in elementi ostrejših oblik. Drugi je sodobni japonski vrt, delo torej japonskih oblikovalcev vrtov. Kaj na tem vrtu tradicionalnega in kaj sodobnega? Še vedno tukaj opaziva osnovne elemente, to so kamni, v tem primeru tudi beli prot oziroma lomljenec, ki ponazarja vodo. Vemo, da Japonci velikokrat vodo ponazarjajo kar z prodom in pa seveda te japonske svetilke. Vidimo tudi od rastlin japonski javor, potem tudi nekaj rezanih ileksov in pa tukaj vidimo zelo malo cvetočega. V tem primeru so spomladi cvetoče azaleje, lesnate azaleje že odcvetele. Je pa ta vrt zelo porasel z rastlinami. Tako, ampak zopet vidiva, da tukaj gre za skupinske zasaditve rastlin, da so rastline res izbrane in zasajene v zelo, zelo gostih skupinah. No, bambus tukaj ni uporabljen le kot element, temveč je tudi kar nekaj rastlin, tako črnega kot svetlega bambusa, posajenih ob vhodu. Poleg rastlin vidiva, da ogrodje vrta sestavlja ta ograja iz bambusa. Japonci vedno pazijo tudi na elemente in pa zvok. V tem primeru zadaj slišiva, da je bambus
odlično uporabljen z vodnim motivom, slišiva vodo in seveda kako ta bambus pod težo vode pritrkava ob kamenje. Pa predlagam, da greva še to pogledati. Zdravo, Irena. Oprosti, malo zamujamo, gledal sem si še nekaj vrtov Floriade, ti pa sediš zdaj prav na enem posebnem vrtu. Ta vrt imenujejo Cvetoči posel. Gre za vrt, ki so ga oblikovali tako, da bi na njem imeli poslovne sestanke, konference. Tudi klopi so nekoliko nižje, širše in tale mizica. Je pa vrt razdeljen na 3 sobe. Tako verjetno je razdeljen ravno zato, ker je tudi naše razpoloženje v vsakem delu dneva drugačno. Morda je senca v enem delu vrta, sonce v drugem delu vrta. Je pa vrt zanimiv zaradi pisanosti cvetja, spominja na angleški podeželski vrt, tako da tukaj dejansko ni pravil v barvah, cvetje je pisano, cveti od pomladi do jeseni. Tukaj vidiva, da so tako dalje kot seveda tudi različne trajnice, odgaver, kar nekaj zelenih rastlin. Bi pa bilo dobro sklepati posle v tako cvetočem, ustvarjalnem okolju. Mislim, da res, da nam v današnjem času kar manjka tega, kajti vse je tako hitro, stereotipno in en tak vrt bi verjetno res bil dober za podpis dobrega cvetočega posla. Zdaj si ogledujeva samostanski vrt, namenjen razmišljanju, tudi umirjanju. Osrednji del vrta je ta labirint in potem 4 deli vrta, kot naš gartlc. Podobno kot gartlc, čeprav tukaj vidiva okroglino, ta labirint iz pušpana, v sredini celo en mali vodnjak, na južni strani desno vidiva ognjič in pa cvetoče zdravilne rastline, tudi kapucinka je ena med njimi, semena lahko vlagamo v kisu. Prav tako je zanimiv koperc, ki je ravno tako rastlina, ki jo uporabljamo za vlaganje in seveda na tej drugi polovici, kjer raste koperc, tudi zelišča, plahtico, rožmarin in podobno. Tudi peteršilj, se pravi kuhinjske začimbnice, bi lahko rekli. Ta severni del vrta pa je namenjen zelenjavnicam. Ravno samostanski vrtovi so zanimivi v tem, kajti tam se sadijo zelenjavnice v skupinah in delujejo tudi kot okrasne rastline. So pa si v samostanih sami pridelovali hrano? Tako, vsa hrana v samostanih je dejansko pridelana na teh vrtovih. Zorgelös Grön je ideja za ozelenitev javnega mestnega prostora. Na tem vrtu prevladujeta 2 kontrastni barvi, rumena in vijoličasta, veliko je zelenja. Ozkolistne trave v kombinaciji s širokolistnimi trajnicami pa poskrbijo za strukturno pestrost. Estonski vrtni paviljon je bil izbran za najboljšega med 21 prijavljenimi arhitekturnimi rešitvami za ureditev prebivališča z vrtom. Hiša je narejena iz 6 vrst lesa, največ je brezovega. Lesena je tudi terasa z gugalnikom. Les priporočajo tudi pri oblikovanju prijetnega parkovnega kotička. Tako zunanji bivalni prostor estonskega paviljona kot ta vrtna loža, delo članov nemške vrtnarske zbornice sta minimalistično urejena. Kaj to pomeni? V obeh primerih vidimo, da je osnovni element les. V loži je tega lesa bistveno več, tam pa prevladuje tudi kar nekaj travnatih površin, kar pomeni, kadar imamo bistveno manj časa, da bi vrtnarili, pa nam je vseeno ta čas, ki ga preživimo na vrtu dragocen, si izberemo vrt po projektu estonskih vrtnarjev. In tudi ta vrt nič kaj ne zaostaja za prejšnjim vrtom. Kako pa je z lesom? Vidiva, da je ogromno macesnovega lesa, ki če ga pravilno vzdržujemo in ga naoljimo vsako leto, bo zdržal ta les v takem vrtu tudi 30 in več let. Če pogledava to vrtno ložo, no nekaj trajnic je. Tako, ta vrt je vseeno malo bolj barvit, nekaj je cvetočih trajnic. Ostali del vrta je zastren tudi z drobljencem, tako da na tem vrtu razen tega, da odstranjujemo odsvetele cvetove in pa pregledujemo in gnojimo ter zalivamo liste, drugega dela dejansko ni.
Luksemburžani so svoj vrt poimenovali Avtodom, ki ga spremljajo kolesarji. Morda kot zanimivost, kako naredimo takšno zeleno skulpturo? Torej, zelene skulpture, v tem primeru kolesarje, pripravimo osnovo skulpture. To je debela žica in na to spodaj, kot vidimo, posadimo rastline. V tem primeru je to kotunoaster, ki ima letnega prirasta veje tudi do 60 cm in to z leti dejansko prepletamo skozi celotno ogrodje in s tem nastaja skulptura. Seveda pa pazimo, da sproti režemo oziroma odstranjujemo te stranske vejice in s tem dobimo tudi obliko, kajti s tem, ko to odstranimo, se tudi sama oblika gosti in z leti se tudi prekrije to ogrodje. Katere rastline, trajnice pa so primerne za takšno oblikovanje? Kadar imamo morda malo več časa, je to pušpan, kajti pušpan je zelo primerna rastlina za take stvari. Drugače pa je ravno tako, tukaj vidimo lunicero. Lunicera je ena takih rastlin in pa seveda tukaj, kot sem omenil, kotunoaster. Kotunoaster pa lunicera sta primerna zato, ker sta hitreje rastoča in zelo hitro dobimo želeni efekt. Smernice sodobnega oblikovanja so prostrani, preprosti, za vzdrževanje nezahtevni vrtovi, s kotički za počivanje in umirjanje. Takšni so bili vrtovi, ki so jih poimenovali gnezdo, pa vrt non-stop ali neprenehoma, delo nizozemskih vrtnarjev, na katerem bi lahko priredili tudi poslovno srečanje. Za sprostitev lahko na vrt umestite trampolin ali postavite zaboje z žogami in drugimi pripomočki za aktivno preživljanje prostega časa. Znova sva na enem izmed pisarniških konferenčnih vrtov. Morda zanimivost tega vrta, poleg dveh barvnih lesenih tabel, je ta gabrova ograja. Tukaj kot zid, pri nas pa se je gabrova ograja kot vrtna ograja tudi že uveljavila. Kaj je prednost tovrstne ograje? Tako žive meje iz gabra poznamo tudi pri nas. Ta palisada iz gabra pa je gojena na leseni osnovi, dejansko leseni pergoli. Osnovno deblo kasneje razvejamo veje vertikalno, tako da osnovno deblo ostane v sredini in levo-desno tako razporedimo te veje. Širino določimo z rezjo, tako da odvisno, koliko želimo pač zaščite, intimnosti. Širša, ko je, bolj je gosta. Letnega prirasta ima gaber nekje 15, 20, 30 cm, kasneje rastlina celo več, ampak kljub temu je priporočljiva živa meja oziroma taka zelena palisada. Zelena palisada, čeprav je po zimi nimamo. Po zimi je nimamo, ampak kljub temu te drobne veje z leti tvorijo zelo lepo strukturno pregrado vrta. Kljub temu, da ni listov, je še vedno sama struktura teh vejic izredno zanimiva. Poleg te palisade in gabra je tukaj posajen še ta dišeči grobeljnik. Pri nas ga poznamo predvsem kot balkonsko rastlino. Kako je z grobeljnikom kot vrtno rastlino? Grobeljnik je sezonska rastlina, v tem primeru pa tukaj tvori veliko zeleno-belo zasaditev, zeleno preprogo z belimi cvetovi in je še v teh jesenskih mesecih izredno dišeč in ravno zato zanimiv še za naše nosove. Euforbia eritreja je hitro rastoča sočnica, ki svoje deblje oblikuje podobno kot kaktus saguaro. Gojimo jo lahko kot sobno rastlino, ustrezajo ji prostori, kjer temperature niso nižje od 15 stopinj Celzija. Ko zraste previsoko, jo je treba razdeliti. Pri tem pazimo na mleček in bodice. Da se ne bi poškodoval, je Zvone Rovšek zgornji del debla najprej privezal na strop. Enako moramo biti previdni, kar se tiče obraza in rok, tako da se bomo dobro zaščitili in zaščitili bomo tudi samo rastlino. Namreč take rastline še nismo razrezali in ne vemo, kaj se bo zgodilo. Lahko ima olesenel srednji kambi in bo to rezanje precej težko. Druga stvar je, da se bo iz rastline izteklo precej mlečka, zato bom to rastlino zaščitil. Na spodnji del bom ovil s papirjem, podrezom, tik pod rezom, tako da se bo mleček, ki bo iztekel iz rastline,
ujel na sam papir. Sam sok rastline, kot sem omenil, je zelo nevaren in ne sme priti na sluznice, tako da si bom zaščitil tudi oči. Uporabil bom masko. Sam nož bom razkužil, kot pri rezu kaktusov. In najprej odrezal del rastline do kambija. Pri rezi sočnic iz rastlin izteka mleček. Ta rastlina nam zapira pore in jih ščiti pred okužbami, ki bi se lahko pojavile na ranjenih delih. Strupenost mlečka je odvisna od vrste sočnice. Nekateri pri stiku s kožo povzročajo le draženje in rdečico, drugi mehurje in opekline. Če zaide v oči, pri hudih alergijskih reakcijah lahko povzročijo slepitev. Vsa 4 rebra je Zvone najprej zarezal v obliki črke V. Sedaj bom odrezal še srednji del stržena, ki je očitno delno olesenel. Tako. In pustil rastlino, oziroma ta del, da obvisi, dokler se samo mleko ne izcedi. Ta čas lahko oblikujem ta del, ki sem ga odrezal, s takimi delno prečnimi rezi, tako da lepo oblikujem zgornji del rastline. Pri rezanju moram paziti, da zaradi sile ne udarim po drugih kaktusih, ki so v okolici. Sedaj bom obrezal tudi del rastline, zgornji del, ki sem jo odrezal od matične. Orodje bo treba po uporabi umiti in rokavice zavreči, ker ta mleček, ki je ostal na rokavicah, je izredno toksičen. V tem primeru, ker se izloča toliko mlečka, te površine ne bo potrebno razkužiti. Sedaj samo počakamo, da se ves mleček izteče, osuši in nato ta del, ki je odrezan, postavimo nekam v senco za par tednov, nato pa pokonci, da se ne skrivi na pesek. Jeseni smo to veliko rastlino afriške Euphorbio eritrejo odrezali in sedaj lahko pregledamo, kakšno je stanje te rastline. Kambi se je dobro zarastel, vendar je notranji del malce splesniv. To črno, kar je zgoraj, je plesen, vendar to ni nevarno. Ta rastlina se bo normalno obnovila in pričakujemo, da bodo iz stranskih teh delov zrastle nove veje. To je pa ta del oziroma veja, ki smo jo jeseni odrezali. Ta veja se je že dobro zasušila. Spodnji del je prav tako delno zaplesniv, ampak ni problematičen. In ta kos lahko postavimo pokonci na kakšen pesek, da požene ta del korenine. Ko bodo korenine 10 ali 15 cm globoko v tistem substratu začasnem, lahko rastlino šele presadimo v stalen substrat. S potaknjenci lahko razmnožujemo vse sočnice. Takšen način razmnoževanja je še posebej primeren pri tistih rastlinah, kjer je razvoj iz semen prepočasen. Po rezi počakamo, da potaknjenec požene korenine, nato ga posadimo. To sočnico pozno spomladi postavimo na prosto, a šele, ko se nočne temperature ustalijo pri 15 stopinjah Celzija. Sebastian je letošnji adventni venček naredil iz vejic borovnic, bele omele in nekaterih iglavcev. Dodal je še nekaj vejic posušenega šlajerja oziroma pajčolanke, svečke pa postavil v limonine lupine. Za prodajo na dražbi, eni izmed dobrodelnih prireditev akcije Kamenčki upanja za oplotnico, je venčku dodal še nekaj storžev in zlatih prazničnih kroglic. Torej z venčkom smo tudi mi dodali kamenček upanja z vso ekipo oddaje Na vrtu.
Dragica pa je pobudnik te akcije, pa morda nekaj več tudi o izdelkih, ki so se tokrat na tej akciji prodajali. Ja, kot veš, Sebastian, je ta akcija stekla v sklopu ujme, ki je prizadela naš kraj. To pomeni, v novembru smo imeli hude poplave, ki so nam odnesle veliko cest, mostov in zato smo se posamezniki odločili, ker pač drugače ne moremo pomagati, da začnemo z akcijo Kamenček upanja za oplotnico. Te kamenčke, to so naravni materiali, tudi to kamenje, ki jih je valila oplotniščica, je povzročilo veliko škode in te majhne kamenčke smo potem barvali in za simbolno ceno prodajali pred različnimi prireditvami v Oplotnici in v Slovenskih Konjicah. Pa ne samo kamenčke. Prodajali smo tudi izdelke iz naravnih materialov, tudi slike, ki so jih ustvarili naši likovni umetniki. Prodajali smo tudi torbice iz mahovine, tudi izdelke iz gline. Na dražbi so venček prodali za 15 €. Skupaj so na nedeljski prireditvi, na kateri so recitirali, peli, uprizorili gledališko igro, s svojimi izdelki pa so se predstavili tudi domačini, zbrali 1200 €. Na različnih decembrskih prireditvah so za obnovo infrastrukture in pomoč prizadetim v poplavah na oplotniškem območju zbrali že več kot 3000 €. Akcija še poteka. Letos smo vrtnarili tudi na permakulturnem biodinamičnem vrtu Irene Rotar v Veliki Pirešici. Nekaj zelenjave je še na njenem vrtu. Iz nje sta z mladim kuharjem Božidarjem Rojnikom pripravila silvestrski jedilnik. Srečni smo lahko, če lahko za Silvestrovo ponudimo kar največ dobrot iz svojega vrta. Tisto, kar smo celo leto pridelovali in se veselili, ko je rastlo, smo shranili in potem ponudimo našim gostom. Danes bomo pripravili kar nekaj takšnih jedi. Za predjed bomo naredili jajčka v kalčkovi posteljici. Najprej potrosimo na krožnik papriko, jajce samo odrežemo, izdolbli smo rumenjak in ga povaljamo v papriki in naredimo okusno gobico. Spodnji del gobice smo povaljali v zeliščih in že dodali kalčke, ki smo jih prej vzgojili. Naredili bomo še bolj bogato posteljico, tako da bo lahko kot predjed na koščko črnega kruha, kar najboljše sodi skupaj, jajčka, paprika, srednji imamo celo pravi golobaj z črnim klobukom, ta pa je povaljen v poper. Naredili bomo še iz druge vrste kalčkov, eni so iz kreše, eni so iz pšenice, tako da bo to prav izdatna jed in predvsem pa okusna. Za prilogo lahko že prej pripravimo polento. Imamo dve vrste polente, to smo posuli z sirom. Najprej smo jo seveda skuhali, dodali zelišča. Zelišča lahko uporabimo tista, ki smo jih posadili v lončku, še jih malce dodamo, da postanejo lepo hrustljave. Damo popeči par minut, sir se lepo raztopi in narežemo takšne okusne trikotnike. Lahko dodamo zelišča, tudi posušena, če nimamo svežih. Sveža zelišča so pa prav posebno aromatična in prav pomagajo tudi k prebavi v teh dneh, ko se malce preveč preobjemo. Tudi naslednjo polento smo pripravili za vegetarijance, ta pa samo skuhana. Ko smo skuhali polento, smo dodali še skuhane gobe in zelišča, ki so tako lepo oddala svojo barvo in aromo. To sedaj samo še dekoriramo, dodamo radič iz našega rastlinjaka ali če smo ga spravili pravi čas na svoje mesto, zavili v papir ali dodamo še razne detajle, da vse skupaj malce lepše izgleda. Lahko pa si za praznike privoščimo kar celo vejico in bomo imeli lepo dekorativno tudi na mizi in krožniku. Zelo zanimiva za silvestrsko večerjo je tudi zelenjavna rolada. Zelenjavno rolado je zelo preprosto narediti, je zelo okusna, imajo jo pa radi tako vegetarijanci, lahko pa je tudi okusna priloga k praznični pečenki. Naredimo jo čisto preprosto, spečemo rolado iz jajc, moke, malo vode po običajnem postopku. K
temu pa dodamo zelenjavni pire. V našem primeru smo nabrali prav sveži ohrovt iz vrta in ga skuhali ter spasirali. Če pa imamo v zamrzovalniku špinačo, pa lahko vmešamo špinačo v to našo zelenjavno rolado. Lahko skopljem hren, tako kot smo ga v našem primeru, ga lepo naribamo na drobno in dodamo smetano in potem nastane takšna lepa zmes, s katero polnimo rolado, potem ko jo spečemo. Irena je rulado narezala, rezine položila na ohrovtove liste. Dodala je še žlico hrena s smetano in rumenjake, ki so ostali pri oblikovanju jajčnih gobic. Ohrovtovo rulado je ponudila kot hladno prilogo k popečenemu sejtanu z rezanci iz paprike.